Spoštovane gospe in gospodje, predstavniki medijev, sodelavci, direktorji javnih zavodov, podjetij, pozdravljeni na našem sedaj že zares tradicionalnem, tako imenovanem ponovoletnem srečanju s predstavniki medijev, kjer se pogovorimo o dogajanju v preteklem letu in hkrati tudi malo napovemo načrte za leto, v katerega smo pravkar vstopili. Jaz bi se vam v prvi vrsti najprej želel zahvaliti za sodelovanje v preteklem letu in hkrati zaželel vse dobro v prihajajočem letu, predvsem naj bo srečno, zadovoljno in pa zdravo, če hočemo vse te naloge, ki si jih vsak pri sebi nekako zastavi, tudi uresničiti. Z menoj so danes direktorica občinske uprave, gospa Breda Obrez-Preskar, Tomaž Rihteršič, stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice, gospa Simona Zorko, VD direktorice Zavoda za šport, Karmen Vodovnik, ki nadomešča direktorja javnega komunalnega podjetja, gospa Jerneja Ristič-Levart, ki nadomešča direktorico javnega zavoda Splošna knjižnica, namreč dopusti so se očitno smučarski pravkar začeli, zato teh dveh ni. In pa kasneje bomo povabili tudi gospo Tatjano Ravničar-Ganziti, da malo predstavi dogodek, ki bo še v tem mesecu v Slovenskih Konjicah, mislim, da je kar precej odmeven, bo vsaj glede na potrjeno udeležence, in vas bomo hkrati tudi seznanili in pa tudi povabili, da nekako poročate iz tega dogodka, ki bo zadnji vikend v mesecu januarju. No, mogoče, če sem ravno pri besedi, bi na kratko preletel, jaz verjamem, da boste to tako v pisni obliki tudi dobili, povzetke vseh prezentacij, pa vseh nagovorov današnjih. Mogoče na kratko bi preletel to, kar z mojega stališča gledano ali pa stališča občinske uprave je tudi pomembnega v dogajanju občine Slovenske Konjice v lanskem letu. In pa hkrati bi kar navezal tudi na, pri vsakem od teh poglavij tudi na načrte za leto 2018. No, zagotovo se redko zgodi, da se v eni lokalni skupnosti gradita kar dva vrtca hkrati. To beležimo v lanskem letu v občini Slovenske Konjice, kjer smo praktično še v lanskem letu zgradili novi del vrtca na Prevratu in se v tem trenutku že tudi končuje rekonstrukcija starega dela, tako da bo do pomladi v celoti v funkciji ta vrtec. In pa upamo, da tudi bilo nekaj časovnega zamika pri gradnji vrtca v Ločah, da bo tudi ta, koliko je meni znano, je tehnični pregled že bil upravljen in da bo tudi ta nekje v koncu februarja že vseljen. Tako da, no, za ti dve investiciji, za dokončanje gre kar precejšen del, dobrih 500 tisoč evrov, 531 tisoč evrov iz proračuna za leto 2018. Na športnem parku Dobrava imamo v bistvu sedaj že praktično dve investiciji v izvajanju. Ena se začela lansko leto, to je rekonstrukcija pomožnega stadiona z ureditvijo umetne trave, nove razsvetljave, predvsem pa z umestitvijo dimenzij, standardnih dimenzij na ta objekt, kajti do sedaj je bil, jaz temu rečem, malo izboljšan travnik, ta pomožni stadion, in tako da bo kmalu v funkciji, nekje april, maj, bi radi to zaključili, če bo le vse normalno. In hkrati pa se nadaljuje tudi obnova garderob v športni dvorani v Konjicah, o čemer bo pa itak gospa Simona Zorko verjetno malo več povedala. In pa ta lanska vroča tema bazen, kar nekaj vroče krvi je povzročil ali pa vročih debat. Dejstvo je, da po 70 letih res, saj če ne verjamemo Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana, potem res ne vem, komu še ne verjamemo. Najprej je bilo seveda
nekako v naših glavah zamišljeno, da bi samo gradbeni del nadomestili in pa v letu 2018 uporabili strojno opremo in pa filtre takšni, kot so. Seveda za razvojem dogodkov se je pokazalo, da to so samo pobožne želje in da resnično nima smisla neke polovične rešitve iskati in v tem trenutku je že objavljen razpis za projektanta. Mislim, da bomo v petek, naslednji petek že lahko izbirali projektanta, ki bo pripravil projektno dokumentacijo, potem pa seveda pridobivanje soglasij, gradbeno dovoljenje in pa razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, kar računamo, da bomo nekje v juniju s to gradnjo tudi začeli, oziroma najprej rušenje obstoječega objekta, potem pa je predvideno v letošnjem letu gradbeni del, se pravi školjke, obeh bazenov, otroškega in glavnega, ter pa tisti del strojne opreme, ki ga je nujno vgraditi ob samih izvajanju gradbenih del. Tako da do naslednje kopalne sezone bi pa ta projekt moral biti zaključen. V proračunu za leto 2018 je za ta namen namenjeno 280 000 evrov. Pri samem turizmu mogoče preletimo, pred mesecem dni smo imeli v teh prostorih odprtje prvega razpršenega hotela v Sloveniji in pa hkrati nas veseli dejstvo, da je zdaj pa resnično v glavnem en poslovni prostor še v tem trenutku prost, z vsemi ostalimi ali so zasedeni ali pa se bo v kratkem pričela odvijati dejavnost tako na tem obnovljenem delu dvorca Trbnik. Naravno prej pa sem podpisal pogodbo z novo najemnico prostorov v starem delu, ki v bistvu prevzema to dejavnost, ki je do sedaj, do 1. ali pa do 31.12.2017 izvajalo Mercator invalidsko podjetje, tako da računam, da po krajšem premoru, da bo kmalu stekla ta dejavnost, ki se je kar dobro prijela v teh prostorih. Med ostalimi, kar se tiče razvoja turizma, naj omenimo, pa zopet poudarjamo, ker kar naprej se vrtijo neke dezinformacije, da je zasebnemu investitorju uspelo asfaltirati letališko stezo letališča Slovenske Konjice in da bo v kakšnem mesecu ali dveh še te zadnje pomanjkljivosti odpravljene in da bo tudi letališče uradno odprto. Eno takšno letališče z asfaltirano stezo pa pomeni zopet eno dodatno okno v svet za to našo Dravinjsko dolino. V lanskem letu smo nekaj odsekov kolesarske povezave po progi, nekdanji progi, železniški progi uspeli usposobiti. V bistvu se ta projekt potiho dogaja že kar nekaj časa. Med Konjicami in Zbelovim bi želeli vzpostaviti kolesarsko povezavo. Eni deli so že nekaj časa zgrajeni, drugi se odvijajo, ampak v letošnjem letu do jeseni bi nekako povezali Loče z Slovenskimi Konjicami. Tisti del med Ločami in Zbelovimi pa seveda z razvojem dogodkom nekoliko zastav, kajti je vezan na izgradnjo protipoplavnih nasipov, o tem pa mogoče na enem drugem mestu še kako besedo. In pa veseli, ne vem, če je že, ravno to fotografijo sem iskal, po mislim, da 5-6 letih mrtvila pri obnavljanju Žičke kartuzije smo v lanskem letu uspeli dobiti tistih dragocenih 28 000 evrov, ker nekaj še bo treba primakniti, tako da bo tale slika spomladi nekoliko drugačna, obnovljena streha, praktično nova streha, fasade in pa stavbno pohištvo, tako da bo v spomladanskem času letošnjega leta ta gornje gospodarsko poslopje obnovljeno in nekako zaščiteno pred nadaljnjim propadanjem. Še 2-3 stavke okrog komunalne opreme. Izjemno veseli dejstvo, da smo do jeseni lanskega leta po večletnih dogovorih, pogajanjih, urejevanju zemljiško-knjižnega stanja uspeli na območju nekdanjega Konosa povezati
vse tiste, ki so izpuščali komunalno odplake, komunalno vodo v direktno v Dravinjo, da smo jih prevezali na sekundarni sistem, zgrajen za sredstvi proračuna in to povezali na centralno čistilno napravo, tako da resnično upam, da bomo s tem napravljen velik korak pri ohranjanju našega okolja, kajti Dravinja je tekla različno obarvana, onesnažena, odkar se jaz spomnim. In tako da to ni nekaj, kar bi na novo nastalo. Po več desetletjih smo resnično lahko veseli tega velikega napredka. Še stavek okrog poslovne cone oziroma obrtne cone, kot je rečemo Tepanje. V izdelavi je podroben prostorski načrt za to območje. Gre za skoraj 10 hektarov veliko območje, kjer bo še v letošnjem letu se pričela izgradnja komunalne opreme, kar hkrati, ko bo ta zgrajena, pomeni, da bodo investitorji na tem območju začeli lahko pridobili tudi gradbeno dovoljenje za svojo gradnjo, se pravi v naslednjem letu bo ta travnik med avtocesto in staro cesto, bolje rečeno njive, dobil precej drugačno podobo in seveda gradnja na Ponosnem travniku v Konicah in pa ta v Tepanju pa pomeni kar nekaj novih delovnih mest in upam, da bo čim več Koničank, Koničanov, pa tudi okoličanov našlo prostor ali pa mesto, kjer bodo služili kruh za svoje vsakdanje življenje. In če smo že ravno pri komunali, še ena vesela vest, da je zdaj dokumentacija za izgradnjo vodovoda v Podpeči tako daleč, da lahko pričnemo z gradnjo takoj, ko bo to mogoče, vremenskimi pogoji, drugače pa na tihem upamo, da bi tudi na Tolstem vrhu vse lahko pričeli za izgradnjo vodovoda. To sta dve lisi v Konjiški občini, kjer imajo še vedno težave z zdravo pitno vodo. In če še zaključim z našim Zbelovim. Zbelovo bo v naslednjih 2 letih deležno kar precej investicijskega denarja. Namreč Ministrstvo za okolje in prostor ima zagotovljena sredstva za izgradnjo protipoplavnih nasipov, na to pa je seveda vezano izgradnja nove kanalizacijskega sistema na Zbelovem in pa tudi nov most preko reke Dravinje. Tako brez enega in drugega pa seveda ne gre in skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor bomo vložili s sredstvi občinskega proračuna in pa tudi strani državnega proračuna približno 2,5 milijona evrov v to območje, kar pa je zagotovo velik napredek. In še stavek glede cest. S tem proračunom po 4-5 letih namenjamo nekaj več sredstev za vzdrževanje javnih poti, to je približno na letni ravni 150 000 evrov, seveda je to za teh 214 kilometrov. Ni ne vem kakšno povečanje, ampak vseeno bistven je trend, kar skušamo ohranjati tudi pri vzdrževanju lokalnih cest. No in tole je pa fotografija, ki mislim, da bo v naslednjih letih se bo podobne zgodbe odvijale, kajti Direkcija za infrastrukturo ima po dolgem času precej več sredstev in za investicije in tudi za vzdrževanja državnih cest na območju naše občine in tole je krožišče v Lipi, ki je bilo predano namenu v začetku leta 2017. V načrtu je izgradnja še v letošnjem letu krožišča na vstopu na avtocesto v Tepanju, kjer pa hkrati nastopa občina kot soinvestitor zaradi tega kraka, ki je potem pomemben za novo poslovno cono. Se pravi, iz tega krožišča direktno v poslovno cono bo tekel promet, predvsem tovorni, kar je precej pomembno zaradi bližine samega stanovanjskega dela Tepanja. In pa kar nekaj državnih cest ali so v izvajanju posodobitve, tako kot je cesta Bezina-Barbara, začeli so z deli na levem zavijalcu v Novem Tepanju in pa mislim, da je zdaj že tudi izbran izvajalec za rekonstrukcijo ceste med Žičami in Vršičko vasjo v skupni dolžini dobrih 5,5 kilometrov.
tako da tistega sira asfaltnega ne bomo več dolgo gledali. No pa še mogoče čisto kratka, vesela vest za Žičane. Tako pri prvem projektu izgradnje optičnih povezav in tudi pri drugem, pri gradnji odprtega širokopasovnega omrežja, je naselje Žiče izpadlo po kriterijih Ministrstva takrat za znanost in tehnologijo. Tudi s pomočjo proračuna in pa s sodelovanjem z GVO-jem bo še v pomladanskih mesecih leta 2018 bodo tudi Žičani dobili optično povezavo. To pomeni, da je v občini bo približno 170 km optičnih povezav, o čemer smo lahko pred 10 leti samo sanjali, pa si komaj predstavljali, kaj to pomeni. Toliko z moje strani, pa verjamem, da bo še kakšno dodatno vprašanje. Zdaj bi poprosil direktorico občinske uprave, gospod Bredo, da predstavi ta turistični del, turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Naša destinacija Rogle-Pohorje pod skupnim sloganom Razišči, občuti, uživaj združuje območja 4 občin, se pravi Oplotnice, Vitina, Zreč in pa občine Slovenske Konjice. Kot vam je poznano, smo konec oktobra 2016 na Rogli javno predstavili strateške dokumente, ki smo jih spravili pod skupni naslov Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogle-Pohorje za obdobje 2017-2021. In v letu 2017 to leto je bilo v celoti namenjeno izvedbeni fazi omenjenih sprejetih strateških dokumentov. No, in seveda bomo s tem nadaljevali tudi v letu 2018. Nanašajo se na destinacijo kot celoto, kar nam je posebej v ponos, saj smo ena izmed redkih destinacij, ki se na tak način predstavlja in promovira destinacijo kot celoto v Sloveniji. Njihov namen je, se pravi, skupna celovita promocija našega turističnega območja s ciljem povečanja števila obiskovalcev, tako dnevnih kot pa tudi ostalih obiskovalcev, se pravi stacionarnih gostov. V letu 2018 smo naše aktivnosti v okviru destinacije razdelili na 2 področja, in sicer na razvojne in pa trženjske aktivnosti. Pri slednjih nam bo posebej pomoč izdelana digitalna komunikacijska strategija destinacije Rogla-Pohorje za obdobje 2018-2021, ki je nastala konec lanskega leta kot rezultat udeležbe naše predstavnice na prvi digitalni akademiji slovenskega turizma. Na področju trženja bo tako največ aktivnosti izvajanih v okviru te digitalne komunikacijske strategije, podprto pa bo še s trženjem in prodajo ponudbe pod blagovno znamko Okusi Rogle, trženjem in prodajo programov vzpostavljanja doživljajske infrastrukture v naravnem okolju, trženjem programov nadgrajenih lokalnih gastronomskih in rokodelskih zgodb, to so poletna doživetja, s katerim smo pričeli že v lanskem letu dnevi odprtih vrat, pa seveda zelo dobro so se prijeli vodeni ogledi destinacije, ki jih bomo ponujali našim stacionarnim gostom. Pripravljamo destinacijski časopis in pa številne publikacije, udeležili pa se bomo tudi številnih dogodkov, sejmov v domovini in pa v tujini. Trženjem dogodkov in prireditvam na destinacijskem in lokalnem nivoju, ki bodo namenjeni tako občanom kot tudi širši javnosti, in pa trženjem doživetij za posamezne ciljne skupine ter trženjem celovite turistične infrastrukture. Na področju razvoja pa želimo predvsem okrepiti in institucionalizirati sodelovanje številnih deležnikov naše destinacije v skupno krovno destinacijsko organizacijo. To je nekje naš cilj, ki smo si ga zadali v okviru načrta razvoja trženja turizma in pa vzpostaviti mrežo vticev v celotni destinaciji. Naša želja je tudi nadgraditi sistem turističnih programov, ki bodo v največji možni meri vključevali vse zainteresirane lokalne ponudnike z edinstveno ponudbo, to so čebelarji, rokodelci, vinogradniki, kmetje in podobno. Nadaljevali bomo tudi z usposabljanjem destinacijskih turističnih vodnikov, in sicer bo v letu 2018 poudarek na usposabljanju planinskih ter kolesarskih vodnikov.
Organizirali bomo strokovne delavnice, izobraževanja in posvete ter oglede dobrih praks za zaposlene na kmetijah, rokodelce, manjše turistične ponudnike ter seveda druge zainteresirano javnost destinacije z namenom njihovega lažjega vključevanja v turizem. Spodbujati želimo lokalno odskrbo in nadgrajevati sistem blagovne znamke Okusi Rogle, razvijati in v edinstveno celoto povezovati našo turistično gostinsko obrtniško ponudbo z celotnega območja z namenom oblikovanja tako imenovanih posebnih 5-zvezdičnih doživetij in pa nadgrajevati turistično infrastrukturo, nekaj o tem smo že slišali, seveda v skladu z našimi finančnimi možnostmi. Seveda takšno aktivno delovanje destinacije, poleg številnega vključevanja deležnikov, ko smo imeli to predstavitev pred kratkim, smo vam povedali, koliko destinacijskih sestankov, koliko srečanj smo opravili in to zahteva kar precej vloženih človeških virov, zahteva pa tudi finančna in materialna sredstva, no in občine namenjamo v skladu z načrtom razvoja in trženja turizma v 40 000 evrov letno po ključu delitve 35% občini Zreče in pa Slovenske Konjice ter 15% ostali dve občini Oplotnica in pa občina Vitanje. Na nivoju države je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo sprejelo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, v katerem so navedeni cilji in njihovi izvedbeni načini. Implementacija te krovne nacionalne strategije in pa seveda prihajajočega zakona o spodbujanju razvoja turizma bo tudi eden pomembnih izzivov naše destinacije, saj imamo že izdelane strateške dokumente, to je za nas kvečjemu prednost in na ta način se bomo na nje le še naslonili. Za hitrejše doseganje zastavljenih ciljev na področju turizma pa seveda poskušamo pridobiti še dodatna finančna sredstva. Tako smo se prijavili na kar nekaj razpisov. V teku izvedbe je projekt Tur Infomat, se pravi, da bomo postavili infomate v mestnih središčih v vseh 4 naših občinah, ki bodo pač obiskovalcem, prebivalcem omogočale pridobitev pomembnih informacij, tako turističnih kot tudi splošnih informacij. V teku je tudi projekt Uži okuse Rogle v skupni višini nekaj čez 27 000 evrov. Prav tako smo se prijavili na projekt Integralni turistični produkt destinacije Rogla Pohorje na dotik, ki smo ga prijavili v sodelovanju z podjetjem Pohorjem Turizem. Skupna vrednost celotnega projekta je preko 180 000 evrov, upravičeni stroški pri tem projektu pa znašajo preko 150 000 evrov. V teku pa je tudi projekt Dediščina s kolesom na trajnostno dostopnih poteh. Gre za program Interreg Slovenija-Hrvaška v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Tukaj pa so pri partnerji projektu poleg občin Zreče in Vitanje še hrvaški dve občini, Varaždinske Toplice, Novi Marof in pa Mara, Agencija za razvoj. No, konec januarja pa se bomo prijavili tudi na javni razpis za sofinanciranje in promocijo turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki je že najavljen strani MGRT-ja in sicer gre za projekt vreden preko 150 000 evrov. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Selimo mikrofone proti moji levi. Hvala, župan, za besedo. Na kratko, če povem o preteklem letu. Leto je bilo za podjetje precej uspešno. Na koncu se to rezultira tudi z največjim dobičkom v zgodovini podjetja. In sicer smo zgradili večstanovanjski objekt v Spodnjih Prelogah, 3. z 11 stanovanji. Vsa stanovanja smo v lanskem letu tudi prodali in predali kupcom. V upravljanje smo pridobili na novo 28 objektov za 400 enotami. Razširili smo naše delovanje na območje Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Na tem območju smo nadaljevali tudi energetsko prenovo večstanovanjskih objektov.
Skupna vrednost vseh prenov je znašala preko 1 milijon evrov. Največje so bile pa dve, celovita energetska prenova objekta na ulici Toneta Melive 8 v sodelovanju z Republiškim stanovanjskim skladom in pa energetska prenova stolpnice UFŽ 34, ulica Frankolovskih žrtev 34 Celje. Obe so znašali vsaka po približno 300 000 evrov. Sicer pa smo za etažne lastnike pridobili nepovratnih subvencij preko 200 000 evrov. V skladu s planom nadaljujemo tudi zamenjavo posameznih odsekov toplovodnega omrežja. Imeli smo pa v lanskem letu prekomerno število kalvarij, verjetno v povezavi z zelo hladno preteklo zimo. Prijavili smo se tudi na razpis za podporno shemo za izvedbo kogeneracije v kotlovnici Prevrad. Uspešno smo izvajali inženiring storitve, največja dela smo upravili na upravni enoti Slovenske Konjice in pa prenova garderobni sanitarij, prva faza v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. V Zrečah smo kupili novo zemljišče za večstanovanjsko gradnjo, veliko skoraj polovico hektara, in se potem konec leta zagnali v leto 2018. Glede na uspešno 2017 smo si plan za leto 2018 zastavili zelo smelo, saj imamo zastavljenih kar 5 velikih projektov, pa jih bom kar naštel. Na spodnjih Prelogah naj bi gradili še 4. večstanovanjski objekt, sicer manjši z 7 stanovanji. Predvidevamo, da ga bomo v letošnjem letu tudi dokončali, prodali in predali kupcem v celoti. Pričeli bomo graditi tudi stanovanjski kompleks, tako imenovan kompleks 3K ob Slomškovi v Slovenskih Konjicah. To bo moderne zasnovan objekt s podzemnimi garažami in z 31 stanovanji. Predvidevamo, da bo zaključek gradnje v letu 2019. Vrednost tega projekta je okoli 2,5 milijona evrov. Prav tako se pripravljamo na pričetek gradnje dveh večstanovanjskih objektov z neprofitnimi stanovanji, in sicer eno v sodelovanju z občino Konjice z 10 stanovanji in drugi objekt v sodelovanju z občino Zreče. Tam naj bi bilo 6 stanovanj, za oba objekta pa se pogajamo oziroma dogovarjamo za soinvestitorstvo Republiškega stanovanjskega sklada. Prav tako se pripravljamo na izvedbo, na izgradnjo prve kogeneracije v kotlovnici Prevrad, in sicer za proizvodnje moči 400 kW električne energije in 500 kW toplote. Namreč ravno včeraj smo prejeli sklep o odobritvi podporne sheme. Predvidevamo pa še nadaljnji nakup zemljišč. Nekako bom rekel, trenutno smo dogovorjeni za eno zemljišče, večje zemljišče v Tepanju na izstopu iz avtoceste, ki se nam zdi tudi zelo primerno za nadaljevanje večstanovanjske gradnje. Predvidevamo tudi za leto 2018 rast števila objektov, ki jih upravljamo, podpiranje energetskih sanacij in pridobitev subvencij, tako kot do sedaj. Prav tako poleg energetskih sanacij moramo prenoviti 2 večje kotlovnice v Šentjurju. Nadaljevali bomo z urejanjem bivalnih enot za občino, prav tako z projektom nadzora toplotnih podpostaj. Obnovili bomo dimnik na kotlovnici Prevrad.
Imamo pa v planu tudi nakup še enega električnega vozila, saj se nam je prvo električno vozilo, ki smo ga kupili v letu 2016, dobro obneslo. Tega pa bomo pa kupili za potrebe potujoče pisarne za upravljanje na območjih, ki so malo oddaljenejše od sedeža podjetja. Nenazadnje pa bomo v letu 2018 obeležili praznovanje 20-letnice delovanja našega podjetja. Ker sem na teh srečanjih prvič, se bom na kratko predstavila. Sem Simona Zorko, v Zavodu za šport sem zaposlena od aprila 2014 v računovodstvu. Po odhodu dosedanjega direktorja magistra Mateja Šretla pa me je svet zavoda imenoval za vršilko dolžnosti direktorja. Na kratko bom opisala plan zavoda v letu 2018. Zavod za šport je v preteklem letu pričel z 2 večjima investicijama, ki bosta v letošnjem letu tudi zaključeni. Prva investicija je dokončanje projekta obnove pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo na Dobravi. V letu 2017 so bila narejena vsa gradbena in elektrodela ter položitev umetne trave. Dela pa so bila v lanskem letu prekinjena zaradi nizkih temperatur, saj je pogoj za lepljenje travnih površin vsaj 12 stopinj Celzija temperature ozračja. Pred začetkom uporabe igrišča je zaradi dostopnosti potrebno urediti še most čez potok Koprivnica. Vsa dela bodo končana v pogodbenem roku, to je do aprila 2018. Otvoritev pa je planirana v začetku maja v okviru prireditve Dan nogometa. Investicija je financirana strani občine Slovenske Konjice, Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije, Zavoda za šport in pa donacijskih sredstev konjiških podjetnikov. Igrišče bo namenjeno vsakodnevni uporabi domači nogometni šoli in sosednjim klubom, kakor tudi ekipam, ki prihajajo v Zreče na športne priprave. Naslednja večja investicija pa poteka v športni dvorani. Po 25 letih uporabe so garderobe in umivalnice potrebne temeljite obnove. Sanacija se je pričela konec leta 2017, ko smo obnovili prvi del garderob in umivalnic. Zamenjane so bile vse elektro- in vodovodne inštalacije, kakor tudi keramika. Z deli pa bomo nadaljevali februarja letos. Zavod za šport si bo vse skozi prizadeval tudi za izboljšanje športne infrastrukture, zato imamo v planu še sanacijo razpok na stezi atletskega stadiona osnovne šole ob Dravini in pa sanacijo podpornega zidu na tenis igrišču v parku, za katero že imamo projektno dokumentacijo, sama izvedba pa je planirana v drugi polovici leta. Zavod bo tudi v prihodnje pomagal z nabavo dotrajanih športnih rekvizitov v krajevnim skupnostim, ki imajo v lasti športna igrišča. Poleg omenjenih investicijskih del pa se že pripravljamo na organizacijo prireditve Športnik leta 2017, kjer bomo podelili priznanja za uspehe dosežene na področju športa. Rok za predložitev pisnih predlogov je 26. januar. Tudi letos bomo razdelili sredstva iz letnega programa športa klubom in društvom, ki delujejo na področju športa. Za leto 2018 je v občinskem proračunu namenjenih 97 000 evrov. Zaradi spremembe zakona o športu pa bo letos novost pri sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in bi tukaj opozorila na spremembo meril za izbiro, načina za določitev višine sofinanciranja, načina sklepanja in samo vsebino pogodb. Strokovna služba občine Slovenske Konjice pripravlja tudi nov predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje. Verjamem, da bomo z dobrim sodelovanjem lahko uspešno nadaljevali sedanji trend izgradnje in obnove športnih objektov, kar bo občini Slovenske Konjice prineslo pomembne športne infrastrukturne pridobitve, športnikom pa izboljšane pogoje na treningih in tekmah. Pridobljene investicije pa bodo omogočile tudi občanom in občankom še večje udejstvovanje pri športnih aktivnostih. Glede na to, da še finančni načrt in plan dela družbe JKPDO za leto 2018 ni bil predstavljen in obravnavan na občinskem svetu, bom v nadaljevanju podala kratek izsek aktivnosti. Za izpolnitev vsakoletnih nalog in dosego zastavljenih ciljev je zelo pomembno,
da vsak sodelavec podjetja opravi to, kar se od njega pričakuje in je dogovorjeno z vsakoletnim poslovnim načrtom. Cilji so zahtevni in ambiciozno naravnani in tudi dosegljivi. Zato se bomo kot sodelavci JKP skupno potrudili, sodelovali ter upoštevali navodila za zagotavljanje zadovoljstva z glavno osredotočenostjo na uporabnike naših storitev. Finančni načrt in plan dela vsebuje izhodišča strateškega načrta, ki je zasnovan v 7 točkah in vam jih predstavim v nadaljevanju. Kot prva je to politika kakovosti, kjer se vodstvo podjetja zavezuje, da bo nenehno izboljševalo sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, na vseh ravneh poslovanja in delovanja spoštovalo zakonske zahteve in vse druge zaveze, ki jih je podjetje sprejelo z relevantnimi zainteresiranimi stranmi. Kot drugo je poslanstvo podjetja. Poslanstvo družbe je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb in ostalih storitev ter pri tem dvigovanje kakovosti življenja v lokalni skupnosti, kjer smo prisotni s svojimi storitvami. Vzporedno s tem bomo zagotovili zadovoljstvo strank, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnika. Vizija. Postati moramo okolju in strankam prijazna družba. Kot glavni, bom rekla, so pa naši cilji. Ključni cilji izvajanja strategije družbe so poleg nenehnega izboljševanja poslovanja, ustvarjanja vrednosti za lastnike, dvig kakovosti storitev za stranke in vzpostavitev uspešnega in korektnega partnerskega odnosa s poslovnimi deležniki tudi varno in zanesljivo delo na delovnih mestih, zmanjšanje vodnih izgub iz 50 na 30%, izključevanje zalednih vod v kanalizaciji in optimalno delovanje čistilnih naprav, zmanjšanje količin bioloških in mešanih komunalnih odpadkov, ažuriranje katastra in baz podatkov, poslovanje s pozitivnim izidom po vzdržnih cenah za določen standard, uspešna izvedba projekta občina na poti k nič odpadkov, nadgradnja standarda ISO 9001 iz 2008 na 2015, kar smo sicer že uspešno upravili konec leta 2017, in nenehno izobraževanje glede na potrebe procesov in promocija zdravja na delovnem mestu. Naše vodilo je, da bomo delo upravljali stroškovno učinkovito, pošteno, pravilno, pravočasno in produktivno. Za izvajanjem strategije JKP Slovenske Konjice 2017-2020 se leta 2020 vidimo med najučinkovitejšimi in najbolj naprednimi komunalnimi podjetji v Sloveniji, s čimer bodo občani živeli v čistem okolju, imeli optimalne stroške komunalnih storitev in JKP Slovenske Konjice se bo približalo v največji meri krožnemu gospodarstvu. Sam finančni načrt in plan dela. Iz leta v leto se soočamo z vedno večjimi spremembami v okolju, tako na zakonodajni kot tudi na poslovni strani. Pozitivni trendi gospodarske rasti v letu 2016 in prav tako v 2017 so povzročili tudi večjo porabo dobrin in s tem povečanje nastanka količin odpadkov in surovin. Vse to pa nas zavezuje, da moramo v letu 2018 nadaljevati naše delo na področju obvladovanja stroškov in delovnih procesov, na katere imamo vpliv. Kot gospodarski subjekt bomo delovali v skladu z zakonodajo in z vsemi dejavnostmi tako, da bo naš rezultat pozitiven ob zavedanju, da za ceno, ki jo plačujejo uporabniki naših storitev, ohranimo in izboljšujemo nivo storitev z nenehnim procesom izboljševanja ter takšnimi stroški, ki bodo upravičeni. V planu za leto 2018 so planirani prihodki od prodaje v višini 3 840 223 in odhodki v višini 3 787 173 evrov. Planiran rezultat družbe za leto 2018 pa znaša 55 851 evrov. Plan izkaza poslovnega izida za leto 2018 je narejen na podlagi cen v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in v skladu z potrjenimi elaborati za cene na občinskem svetu.
Še nekaj količinskih podatkov. Pri oskrbi s pitno vodo se v letu 2018 planira prodaja 749.410 kubičnih metrov vode. Pri odvajanju odpadnih voda se planira 436.700 kubikov odvedene komunalne vode in 382.300 odvedene padavinske odpadne vode. Pri čiščenju odpadnih voda se planira, se pravi čiščenje skupaj na čistilni napravi Tepanje in centralni čistilni napravi Slovenske Konjice, 543.800 kubikov odpadnih voda. Na področju odpadkov oziroma surovin planiramo v letu 2018 podobne količine kot v 2016-2017 z minimalnim povišanjem. Glede razpoložljivih sredstev višine najemnine za nujna investicijska vzdrževalna dela skupno znaša 465.500 evrov po posameznih področjih. Glede na dejavnost oziroma dejavnosti, ki jih opravljamo, se vse bolj kaže, da so naša edina stalnica spremembe, na katere z gotovostjo računamo. Zato moramo biti prilagodljivi in že vnaprej predvidevati več scenarijev za naše izzive. Hkrati pa se pri vseh načrtovanih projektih v prihodnjem obdobju ne pozabljamo, zakaj smo bili ustanovljeni, izključno zaradi naših strank, uporabnikov naših storitev. Z vsakodnevnim delovanjem in izvajanjem politike kakovosti bomo zagotavljali uresničevanje našega poslanstva in vizije, zagotavljanja zadovoljstva naših strank, s katerimi želimo skupaj sprejemati odgovornejše odločitve in poskrbeti za boljšo družbo. Ključ uspešnega poslovanja so usposobljeni in visoko motivirani sodelavci, ki skrbijo za posamezne programe. So del le-teh in se tega tudi zavedajo. Dobri medsebojni odnosi, komunikacija in motiviranost za pošteno delo so ključ našega skupnega uspeha za doseganje zadovoljstva uporabnikov, lastnika občine Slovenske Konjice, dobaviteljev in narave, za katero ohranitev vse skupaj to počnemo. In to bomo nadaljevali tako, da bomo naše delo prepoznali skozi slogan Delujemo zeleno, odločamo modro. Kot že veste, Javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice izvaja dejavnosti v 3 enotah. Knjižnica, Center za kulturne prireditve in Turistično-informacijski center. V vsebinskem pogledu je delo zavoda zasnovano pri nas sezonsko. V naši zloženki prireditev z naslovom Kaj, kje in kdaj, ki smo jo izdali že v začetku meseca septembra 2017, so predstavljeni dogodki in prireditve v okviru zavoda, ki se nanašajo na obdobje september 2017-2018. Program je razdeljen v 2 dela. V prvem delu predstavljamo program Centra za kulturne prireditve, kamor smo vključili abonma komedije, sklop prireditev za mladino, abonma mini za najmlajše, gledališko-glasbeni izbor prireditev z nekoliko zahtevnejšimi vsebinami, ki smo ga poimenovali Nekaj vmes. Predstavljeni so koncerti v okviru poletnih glasbenih večerov v Žički Kartuziji 2018, razstave v prostorih Doma kulture in tudi letošnjo sezono občanom enkrat mesečno nudimo filmske predstave v okviru projekta Moj kino. V drugem delu so predstavljene tradicionalne prireditve, jurjevanje, martinovanje, naznanitev trgatve, festival lepopisja, zimska pravljica s silvestrovanjem, ki je to sezono pravkar tudi uspešno za nami, Akademija ob kulturnem prazniku, na katero se že tudi intenzivno pripravljamo. Temu sledijo dogodki v okviru knjižnične dejavnosti, čajanke, pravlične ure, delavnice, razstave, festivalska dogajanja in izid literarne revije Spirala. Še posebej velja omeniti nekaj v lanski sezoni prvič izpeljanih projektov, ki so bili zelo dobro sprejeti in jih nadaljujemo tudi to sezono. To so prevetravanja, poletnice in pa kresničke. Poleg vsebinskih podatkov v zloženki najdete še vse druge pomembne in koristne informacije o vseh enotah našega zavoda. Z področja knjižnice naj omenim še to, velja omeniti na povečanje obsega nakupa e-knjig, ki so sedaj na voljo tudi učencem in dijakom za potrebe domačih branj. V knjižnici, tako v srednji, kot tudi njenih enotah, je na voljo okoli 94.000 enot knjižničnega gradiva in okoli 80 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij.
V okviru TIC-a bomo v letu 2018 veliko energije usmerjali v uresničevanje 5-letne strategije, ki smo si jo zastavili v okviru načrtov razvoja in trženja turizma 17-21 v občini Slovenske Konjice in destinaciji Rogla-Pohorje. Cilj vseh strateških dokumentov, kot je povedala že direktorica občinske uprave, je, da jim vdahnemo življenje in jih postavimo na teren. To nameravamo storiti preko projektov, ki smo si jih zastavili že v lanskem letu in za katere se nadejamo, da bomo zanje prejeli tudi določen odstotek evropskih sredstev. Aktivnosti TIC-a se bodo tudi letos tesno prepletale z aktivnostmi destinacije Rogla-Pohorje. Sledili bomo novo sprejeti strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in sodelovali s Slovensko turistično organizacijo z namenom povečanja prepoznavnosti naše občine in destinacije kot celote. Ker smo z letom 2018 stopili v leto Evropske kulturne dediščine, bomo preko Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega dolgoletna članica smo, sodelovali na številnih promocijskih dogodkih doma in v tujini in sicer na uradnih promocijskih turističnih stojnicah naše države. Čim bolj bomo poskušali unovčiti tudi naslov 2-kratne finalistke med evropskimi destinacijami odličnosti, 2-kratnega zlatega Unton Floral mesta in večkrat najlepšega izletniškega mesta v Sloveniji. Čisto na operativni ravni nameravamo pripraviti doživljajske pakete za specifične ciljne skupine glede na usmeritve nove slovenske strategije ter tržiti celotno turistično ponudbo naše občine in celotne destinacije Rogla-Pohorje s poudarkom na tradicionalnih prireditvah, dogodkih ter kulturni dediščini. Cilj je pripraviti zelena, trajnostna, aktivna, zdrava in predvsem 5-zvezdnična doživetja za naše obiskovalce. Na področju investicij bo, kot je omenil že župan, spomladi zaključena delna obnova gospodarskega poslopja z arkadnim hodnikom v Žički Kartuziji, ki je bila financirana s strani Ministrstva za kulturo. Na našem zavodu bomo v sodelovanju z občino tudi v prihodnje sledili razpisom, ki bi nam lahko omogočili izvedbo že utečenih in še drugih zastavljenih tako turističnih, prireditvenih in knjižničnih projektov. Izpostavila bi predvsem obnovo prostorov TIC-a, ki so neprimerni za turistično dejavnost, večje in zahtevnejše kulturne projekte oziroma prireditve, nakup knjižničnega gradiva in IKT opreme. In še za zaključek, ponosni smo, da je občina Slovenske Konjice pred kratkim postala branju prijazna občina. Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo je občinam, ki največ prispevajo k bralni pismenosti in kulturi, podelila ta naziv. In to kar nekaj pomeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj še povabimo gospod Tatjano Ravničar-Gaziti, da nas ona povabi na tekmo Konjice Horse Cup 2018, pa vas prosim za kratko predstavitev. Najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljam vse zbrane v imenu Karate kluba Sveti Jernej. Konec meseca, to je natančneje zadnjo soboto, 27. januarja, organiziramo mednarodni pokal za pokal konjiškega konja. S to tekmo odpiramo sezono vseh uradnih tekem, ki nastopajo v karateju v letu 2018, saj je ta tekma uvrščena kot prva v tekmovalni koledar, glede na to, da pa obstajamo šele od 25. aprila leta 2017, dovolite, da zelo na kratko predstavim naš karate klub. V našem karate klubu je glavna trenerka, gospa, ki jo vidite tudi na sliki, ki je v svetu poznana kot ambasadorka slovenskega karateja. To je Štefka Šeki Dolač, mojstrica karateja 3. dan, 2-kratna svetovna prvakinja v karateju in 13-kratna državna prvakinja. Skratka, karateistka za vso dušo in srcem, od glave do peta, kot mi rečemo, in prav taki so vsi njeni varovanci, ki jih je okrog 50. V sami reprezentanci Karate Slovenije pa jih je kar 17, 5 v najvišjem vrhu med kadeti, mladinci in U12 ter člani. Kar nekaj zelo uspešnih podatkov za preteklo leto lahko navedem. Recimo imamo 4 državne prvake, 3 pokalne prvake, več pokalnih ekipnih prvakov, državnih ekipnih prvakov, celo udeleženca svetovnega prvenstva, ki je bilo v novembru na Tenerifih. In za Slovenijo zelo pomemben rezultat imamo v Sloveniji prvo balkansko prvakinjo v katah, ki je postala meseca novembra, torej v začetku na šolskih balkanskih igrah.
To so samo rezultati, ki jih dosegamo v Sloveniji. Vsak teden, ko nastopamo na tekmah v tujini in tako prenašamo slovenski karate v tujino. Tokrat pa smo se odločili, že od samega začetka, kar obstajamo, da v mesto Slovenske Konjice pripeljemo sam vrh slovenskega karateja. Imamo odličen datum, namreč čez 5 dni po našem turnirju se bo pričelo Evropsko prvenstvo v Sočiju, v Rusiji, kamor odhajata celo 2 naša tekmovalca, 2 od 5, Tjaga Lestak in ki boste nastopala v Katar. Vseh skupaj jih odhaja 12 na Evropsko prvenstvo. Ta tekma se torej šteje tudi kot ena izmed zadnjih kontrolnih tekem, na kateri lahko vrhunski karateisti preverijo svoje znanje. Da smo si zastavili odličen cilj, pa da je ta cilj tudi dosegljiv, dokazujejo vsi podatki, ki so na tej strani, ki je zapisana na ekarate.si in jih lahko tudi dnevno spremljate. Trenutno imamo prijavljenih 19 držav in pa okrog 400 tekmovalcev. Naš cilj je v začetku leta bil, oziroma v začetku same organizacije bil, da jih privedemo 20 in pa okrog 1000 tekmovalcev. Glede na to, da imamo prijave odprte do 25. januarja in da so se doslej prijavljali zgolj in samo tisti, ki so morali za svoje tekmovanje urejati vize, v karateju je pa tako, da zadnji naval prijav nastopi v zadnjem tednu, pričakujemo, da bomo mogoče res tudi presegli to število. Vsekakor naš znak občine Slovenskih Konjic tedensko videvamo na vsaki karate tekmi, kjerkoli se že pač pojavimo z našimi rezultati. Tudi Slovenijo smo uspeli pokazati točno, kje prav je in odvrtela se nam je že večkrat pravilna himna. Zdaj pa verjamemo, da bomo v Slovenskih Konjicah naredili za tisti dan, torej 27. januar, mesto karateja. Ni odveč podatek, da je leta 2020 prvič na olimpijskih igrah zastopan tudi karate in glede na ambicioznost, mladost kluba, glede na tekmovalce, si upam trditi, da tam lahko vidimo tudi katerega od naših članov in predstavnikov. Hvala lepa za besedo, želim vam še naprej lep dan in uspešno leto 2018 vsem zbranim. Hvala lepa. No, če na to navežemo še kar naslednji vikend, prvi vikend v februarju, bo v Konjicah 10. festival podvodnega filma in videa. Verjamem tudi za zanimivo mednarodno udeležbo. In pa še ena novica, ker vsako leto je treba pač tu pod Konjiško goro nekaj novega povedati. Lani smo imeli ta projekt Prostofer, letos pa imamo po dolgem času zopet od 1. februarja naprej bo ob četrtkih, seveda po predhodni najavi, gospa Lidija Pratnemer opravlja brezplačno pravno pomoč za vse občanke in občane. Nekako do leta 1995 je to brezplačno pravno pomoč so upravljali sodniki na sodišču. Potem, jaz se spomnim, nekaj časa smo tudi, ko sem jaz tukaj, imeli to brezplačno pravno pomoč, pa vendar se potem nekako sama organiziranost se je izkazala, da je treba doreči. Bilo je preveč izkoriščanja v tiste, bi rekel, čisto zasebne interese, ne toliko za pomoč ljudem v stiski, ampak za iskanje informacij glede tožb in smo potem malo to zapostavili. No, ob zadnjem obisku varuhinje človekovih pravic pa se je izkazala potreba potem, da pa tistim ljudem, ki res so v stiski, nimajo denarnih sredstev, da bi si privoščili odvetnika, da jim nekdo, da jih vsaj usmeri, kam se naj obrnejo. In to, kot sem dejal, več informacij bo na samem tajništvu na občini oziroma na info@slovenskekonice.si, kamor se tudi ljudje lahko prijavijo. Jasno je, da je potrebno predhodno se najaviti, ker 20 pa tudi ne more v enem dopoldnevu sprejeti. Pa mogoče še čisto spotoma, preden vam dam besedo, ko takole okrog gledam. Že nekaj časa poteka javna razprava o planirani ureditvi, rekonstrukciji mestnega trga. To navajam zgolj zato, da so ti postopki
dokaj jasni, trajajo dlje časa, vsak se ima možnost vključiti, da ne bi prihajalo potem do slabe volje, kot je v primeru obnove starega trga, kjer je projekt pripravil arhitekt, skupina za staro mestno jedro, oziroma odbor je bil ustanovljen, bile se javne razgrnitve in vse je bilo v redu, zdaj, ko pa ljudje se zaletavajo v te stebre, je pa župan kriv. Običajno je to tako, da je treba en strelovod nekaj poiskati. Tako jaz bom zdaj vtihno, ker mi vedno očitajo, da preveč govorim in smo na voljo za vaša vprašanja. Izvolite. Slovenija, jaz bi se morala nazaj na bazen in sicer me zanima zdaj ta razkorak med ceno. Na začetku, ko se je začelo govoriti, je cena nekje 220 000 evrov za novo gradnjo, zdaj pa nekje okrog milijona se giblje, kar precejšen porast. Ja, v bistvu, če ste pozorno pogledali, se v bistvu pogovarjamo o različnih stvareh. V tisti prvi oceni, ki ga je ZRMK izdal, je navedeno samo za gradbeni del cena 240 000. Ko pa smo prišli do tega, da te ugotovitve, da nima smisla obnavljati obstoječi bazen, se je potem izkazalo, da je potrebno tisti najdražji del, ki je, celotno strojno opremo in tudi sistem za filtriranje zamenjati. To pa je potem seveda povsem druga zgodba. Ta podatek pa izhaja iz druge dokumenta, to je iz projektne naloge, ki je bila časovno gledano pripravljena kar nekaj kasneje, kar 2-3 mesece kasneje. Koliko je zdaj ta cena? Iz projektne naloge izhaja 800 pa nekaj, iz projektne naloge je ta ocena, ampak to je zelo čez palec. Dokončne, se pravi, popis del bomo imeli z projektom za izvedbo gradbenih del, ki še ni naročen. In ko se objavi razpis za izvajalca gradbenih del, takrat pa pridemo do tiste cene, ta prave, končne cene. Se pravi, če sem vas prav razumela, 2019 se lahko konča. Ker sama procedura je nemogoče izvesti, vedno se beleže, vedno špekulacije, da bi samo z zamenjavo školjke zadevo lahko sposobili. Ampak se je izkazalo, da ne gre in da nima smisla in da je treba iti v celoten projekt, tako kot se zahteva, se pravi, zdaj je objavljen razpis za izbiro projektanta, potem preden dobi projektant vsa soglasja, to običajno najdlje časa traja, in ko bomo imeli sporedno, tik pred izdajo gradbenega dovoljenja, že lahko objavimo razpis za izbiro izvajalca gradbenih del in takrat bomo videli to ceno. Ampak to bo pred 1. junijem, dvomim, da bomo prišli po optimalnem scenariju, če ne bo kakšne pritožbe. Koliko je lahko ta precej visoka cena za gradnjo vplivala na ceno vstopnice? To pa je vprašanje za druge. Vedno se pokriva, noben odprt bazen v Sloveniji ne posluje rentabilno. In jasno je, da tudi nov bazen ne bo posloval rentabilno glede na zahteve, ki jih narekujejo predpisi, od kopalnih mojstrov analiz do, se pravi, posegov v pitno vodo. In jaz verjamem, da je to investicija proračuna v dobro vseh naših občank in občanov in da nikakor ne zasledujemo ekonomskega cilja, ker še vedno je bilo treba pokrivati izgubo. Jaz bi se vrnila k Dnevniku. Pravite, da ste podpisali pogodbo z novo najemnico, Julija Sorč to, oziroma k čemu se zdaj ona v tej pogodbi zavezuje? Se bo ta proizvodnja kozmetike zdaj tukaj nadaljevala? Ja, na nek način ja. Praktično se nadaljuje to, kar je bilo že pred Mercatorjem, kar je bil v osnovi, ki se imenoval ta zavod, pomagajte mi, prej je bil en zavod, Gostinstvo Jelen je ustanovilo en zavod, predtem še. Potem je Mercator invalidsko podjetje zadnjih 6-7 let opravljalo to dejavnost. Ona nadaljuje s podobno dejavnostjo, zdaj čisto v detalje, pa tudi njenih namenov ne poznam, ker mi imamo v bistvu z njo pogodbo o tem, o načinu gospodarjenja s temi prostori in kaj se bo tu noter dogajalo. Seveda njen je pa ta osnovni program. In tudi zaloge in vse, kar je Mercator invalidsko podjetje imelo tu noter,
je stvar odnosa nove najemnice in pa prejšnjega najemnika. Ona je najemnica v teh prostorih. Mislim, da je to? Svetlobni Kako se je pa prej prosto predstavljeno mnenje, ki ste bila na takoj čas predstavljeni? Je zanimivo, da je kar nekaj časa trajalo, da so se ljudje, ali pa bom rekel tako, da so res verjeli, da nič ne treba plačati. Skozi so nekaj špekulirali, da je nekaj finta. Zdaj res podatkov nimam, koliko je vožen, ampak ga srečujem po cesti, skoraj vsak dan ga nekaj vidiš. Ne? Približno skoraj ena vožnja na dan po priču. Župan ga je že vozil? Ja. Že pred 3 leti. Samo ne kot prostofer. Kaj me zanima, spomnim, ko smo se nekaj pogovarjali o obnovi mestnega jedra Konice. Ko sem nekaj rekel, da si ena od klauzul postavil v razpisno dokumentacijo, da morajo biti materijali naši, domači, tu. To še drži? To je bilo v primeru kamna na samem trgu. Da mora biti kamen iz Cezlaka, ki je tu autohton, ne more biti iz Indija, to si kitajski. Se pa ne bi zgodilo, te trkevna štuka Maribor s kitajskimi kockami, cirke na robi, pokrita z brazilskim škriljem, latinjo pa z makedonskim. Ampak to je izemljeniško učenje. Mogoče še sam ta napovedana reorganizacija, da se splošna knjižnica Slovenske Konjice osamosvaja, ker je že na tem, oziroma da bi se združil Zavod za šport, pa turizem, kako se... No, v tem predlogu reorganizacije smo pa zasledovali ene cilje, da bi lažje organizirali enovit zavod, predvsem s prerasporejanjem določenih delovnih mest ali pa tudi koriščenje uslug, ki jih vsak zavod za sebe nudi. Pa vendar so se postavila številna vprašanja, ki smo nekako ugotovili, da pa res bolje svetiti čas in vsestransko prevetriti. Ni nujno, da bo do te predlagane združitve v tej obliki, kot je bila zdaj ta varianta, da bo sploh kdaj prišlo, vsekakor pa jaz verjamem, da slej prej bo prišlo do ene racionalizacije, do drugačne organiziranosti, ker je treba slediti tudi zahtevam časa. Ta sedanja zasnova je več kot 20 let stara in verjamem, da se tudi s časom pridobivajo nove izkušnje, novi pogledi in tudi potrebe. Tako da v kratkem pa seveda se nič ne bo zgodilo. Se pa vmes pogovarjamo in tudi iščemo strokovne utemeljitve, poglede različne, seveda ti pa nihče recepta ne more napisati. Več pogledov, potem pa moraš sam združiti ali pa narediti en presek tistih mnenj, ki ti jih druge inštitucije od zunaj nudijo. Kako to malo za naslednji mandat? Ja, prav gotovo, da se bo to nekdo enkrat ukvarjal. Nekdo? Ja, očitno, da nekdo se bo. Boste še kandidirali? Prav zanimivo, kako hitimo s temi vprašanji, ampak resnično še moramo počakati pomlad, pa še državnozborske volitve, pa bomo videli, kaj se bo izkristaliziralo potem. Kaj ti daje koš in ne ne? Ja, vprašanje, kdo je tu trener? Kaj me zanima, Natalija, nisem bolj dobro razumel, del te kolesarske steze dobro priložen, da so gledali, bo šel po trasi nekaj ne? Ja, večina. A večina? Večina, samo v delu tukaj pri avtocesti, pri Novi vasi se moramo zogniti na obstoječ podvoz pod avtocesto in pa na območju letališča, kjer je praktično trasa že tudi delno zgrajena, delno pa začrtana, kjer se izogne tega območja prostora med hangarji in med letališko stezo, tam jasno kolesarska pot ne more iti. Bo pa to, bi se računal, da bomo Loče povezali nekje oktober, najkasneje oktober letošnjega leta, v glavnem bo pa zgrajena že do poletja. Koliko je imate, da ste kilometrov? Malo manj, 8 pa bomo napravili. Ni pa to asfaltirano? Ne. V delu je, kjer je že. Sam asfalt na koncu, potem, ko so časi boljši, niti ni tak
strašen strošek, ampak tudi tisti, ker ni to tipična kolesarska pot, tudi sprehajalna, rekreacijska, in tekači mi pravijo, da je bolj teč po makadamu, kot pa po asfaltu. Cestni projekt sem dobro šla. Cestni pa ja. Ta kolesarska stanja. Naše namoli pišete te protipoplavne rešitve, da se pravi, se bo začele letos, ali Zglede same protipoplavnih nasipov vam v tem trenutku ne morem reči, kajti pogodbe za odkup zemljišč so v podpisu na Ministrstvu za okolje in prostor že kar 3-4 mesece. In ta hitrost, s katero državna birokracija rešuje, je fascinantna. Ne. To bi vendar prej pišel 3-krat v Ljubljano pa nazaj. Jaz upam, da bo to kmalu podpisano in da se dejansko sprovede jo nakupi zemljišč, ki so potrebni za samo izgradnjo nasipov. To je seveda v domeni Ministrstva za okolje in prostor z enim pooblastilom, da pa vse aktivnosti vodimo tukaj na občini, ker jasno, da podobno je pri direkciji za ceste, če bi čakali, da bo nekdo z Ljubljane prišel pa projekt naredil, ne bilo nikoli nič. Treba tu pripraviti, imeti pooblastilo, da odkupiš, se pravi geodetsko odmero, najprej projekt, geodetska odmera, odkupimo zemljišča in jih potem prenašamo. Tudi tu je podobno, tako da kako je glede gradnje nasipov, ne upam reči, ker ni to v naši domeni. Kar se pa tiče izgradnje kanalizacijskega sistema, je pa jasno. To so sredstva našega proračuna in prvo etapo bomo letos zgradili, ker gre za več kot 600 000 evrov vredno investicijo in je tisti denar, ki se nabere iz takse, ne pokriva. Se pravi, 2-letno investiranje, po možnosti še vključiti tudi reševanje čiščenja odpadne vode za to naselje z Belovo. In pa most se bo tudi začel graditi nekje konec poletja, da obstoječi leseni most, ki mislim, da je mogoče zadnji na brzino lesenih mostov preko reke Dravinje. Ja, imamo še enega v Konicah, do tistega pa ne moramo. Tisti se bo tudi začel graditi, ampak je tudi vrednost investicije več kot 400 000 je predvideno 2-letno financiranje. Se pravi, tisti del pa lahko začnete že pred tem. V bistvu moramo prej zgraditi. Logično je, da moramo, preden bojo nasipi dokončno zgrajeni, mora biti celotni sistem odvajanja, predvsem meteorne vode iz zaledja z Belovega rešen. In pa tudi ne sme biti direktnega odvajanja iz kanalizacijskih cevi v samo strugo Dravinje, ker v bistvu zdaj največkrat naselje z Belovo in delno Mlače plava zaradi tega, ker voda, povišan vodostaj pomeni, da otoka ni in plavajo. Plavajo tudi v tistem, kaj priteče iz hribov. Pravi, to odvajanje vseh voda, fekalnih in meteornih, je predvideno preko enega prelivnega bazena. Kakšna bo narava tega, kako je letališče odločeno, kako je spakirano, ne? Kako narava? V bistvu ima letališče že od leta 2012 status letališča, ne več letišča. Letališče tako kot letališče Ptuj, Celje, Slovenj Gradec, ni mednarodno letališče, iz tega letališča je možno leteti po celem Schengenu, brez težav. Večjo težavo imamo, če letiš na Hrvaško, pa se moraš najprej javiti na mednarodnem, v Mariboru, pokazati osebno, pa da več naprej. Takšen je ta sistem. Več pa, seveda, v bistvu to omogoča dvoje, omogoča letenje ne glede na vremenske pogoje, se pravi, ne glede na hidrološke vremenske pogoje, ker znamo je, da je to poplavno območje reke Dravinje in po vsakem malo večjem dežju je steza neuporabna, kakih 10-14 dni. Zdaj praktično to ves čas na zdravljenje omogočeno. In pa omogočeno bo tudi to, da bo podjetje Trixie Aviation lahko nemoteno testiralo, izvajalo svojo dejavnost na tej lokaciji. Če smo še eno pri Trixie Aviation, sem pa kar vesel, da vidim, da so se kar dobro ukorenili v naši občini. Namreč kupili so objekte tukaj v Konicah in bodo vse, kar je zdaj razmetano okrog, združili na eni lokaciji. Osnova, to, kar se tiče fine montaže in pa testiranja, pa seveda ostane vezano na lokacijo letališča. Če veš, koliko slovenskih županov, kot 212 je pilotov? To pa je. Če ni več drugih vas... Eno stočil sem.
Pri tistem 3K projektu smo pa izvedeli, da ne bo garaže, pa spet očitno, ja. Še ne znam. Tam parkirišča smo razstavili. Tisti blok, ne? Na Sloškovi. Pri 3K projektu so bile vedno predvidene. Ja, sem nekaj zmes se tam pogovarjali, prej je šlo navadna gradna. Ena varianta je bila, da bi ne bil podzemni garaž. Ste se odločili za to? Ja, šlo po skladu z sprejetim in veljavnim zadevami. A ne bo šlo spremembo? Kdaj se pa ruši vrt? Mislim, Sloškova. Še ne. Ta projekt ne zavisi, to je nad vrtca. Zdaj ta del spole, ko pa tudi se zdaj preverja, pač urbanistično preverja nadaljni razvoj, kakšne oblike narediti, pač tam ustrezno. Ni pogojeno. Ni vezano na gradnjo teh dveh blokov, oziroma tega projekta, pa počaka še treba, da vidimo, kako se bo razvijalo glede šole pod goro, ker je bila vedno predvidena sanacija stavbe in pa nadgradnja potem na podstrešnem delu osnovne šole, širitev glasbene šole. Zdaj pa nisem več prepričan, kajti kasnejše dogajanje ali pa raziskave kažejo na to, da tudi rušitev tega starega dela ni izključena. To pa seveda pomeni malo drugačno pristop in pa tudi dinamiko financiranja, tako da smo to stvar malo odložili. Najprej ta dva vrtca, potem pa se bo videlo, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Sicer pa hvala lepa za vašo udeležbo, za vaše poročanje.